Najprej čestitke. Hvala lepa. Zelo smo veseli vsi, in zaposleni na Delu in bralci Dela, sem prepričana. V bistvu pa je to, kar vaš sporočilo, da ste vi Delova osebnost leta, hkrati veselo in hkrati žalostno. Žalostno pa predvsem zaradi tega, kar ste že sami omenili v svojem apelu. Vi delate to, kar pravzaprav državljani pričakujemo od države. Vse to je res. Socialo bi morala pokrivati država, ampak jo ne. In dokler jo ne, je prav, da jo ljudje. In jaz verjamem, da jo v celoti nikoli več ne bo pokrivala država, ker smo prišli pač v tak sistem, v kakršnega smo. Vem pa, da bi zmogli mnogo več in mnogo bolje, če bi bili za svoje delo odgovorni, če bi bili pravični, če bi bili pošteni in dosledni. Ker ljudje živimo danes, samo eno življenje imamo in samo tukaj ga živimo. In ni popravnih izpitev tega življenja, zato ker ga odživimo. In zato se mi zdi zelo nefer, da pravzaprav izpostavljamo otroke. S tem ne vem, če ozavešča država, da izpostavljamo oziroma uničujemo tudi našo prihodnost. Popravnih izpitev ni. Človek, ki je ta trenutek na tleh, jaz govorim, da je najtežje gledati, da pravzaprav umira upanje vase, zaupanje vase in da mu usiha moč. Ker ljudje, ki nimajo, ki ne zmorejo več v življenje, ker jim, govorim, usiha moč. In sporočilo države tem ljudem ni, glej, ta trenutek ti pomagamo, ampak je beseda, ja, bomo vse naredili. Kaj pa so do danes naredili, da bi bilo tem ljudem lažje in bolje? Zato je prav, da smo se organizirali kot civilna družba in da tem ljudem pomagamo danes, ker danes potrebujejo pomoč. Jutri verjamem, da ker so jo prejeli, jo bodo tudi širili, jo bodo tudi ponudili, ko bodo zmogli. Jaz verjamem, da vzgajamo dobro družbo. Glejte, otroci, ki so bili z nami, ki niso imeli nobene priložnosti, so danes že čudoviti ljudje, so naši prostovoljci, so vzgojitelji. In to je tisto, kar govorimo. Če dobro seješ, če seješ v rodovitno zemljo, tudi dobro žanješ. In tega bi se morala zavedati tudi naša politika. Mi smo ji zaupali našo državo in mi v tej državi živimo njihovi državljani. Še enkrat, da si bom sposodila besede dr. Mikoža, še enega izmed kandidatov. On je rekel, da se boji, da če osla enkrat naučiš, da je kamenje, da bodo potem vsi pričakovali, da bo kamenje še naprej jedel. Ali se ne skriva v vaši dejavnosti bojazen, da se bo tudi država navadila, da državljani sami od sebe naposled poskrbijo za uboge in bo prepustila to samo njim samim? Ne bojim se. Zakaj ne? Zato, ker ne delujemo v smislu, da bomo državi, se temu reče, dobesedno odnesli ali pa zamortizirali ves čas to dogajanje. Ne, preprosto ne zmoremo. Mi želimo ne prisiliti državo, ampak jo prepričati, da je vse mogoče, če je človek odgovoren, če je za svoje delo pošten, do svojega dela, do svojega odnosa do ljudi. In pa seveda državi tudi predlagamo ukrepe, ki pravzaprav ne stanejo državo nič več denarja, ampak ves čas trkamo na odgovornost. Lejte, če je nam mar sočloveka, ker ni drugega bogatstva v tej družbi, kot je človek, potem bi morali biti človeka mar tudi vsem tistim, ki so za to odgovorni. In še enkrat govorim, absolutno si želimo in verjamem, da bo država doumela, da v sodelovanju s civilno družbo lahko pripomore k temu, da bodo državljani v tej državi živeli dostojno in da bo pravična do njih. A ste doživeli do zdaj kakšen pozitiven signal, odgovor od države? Doživela sem veliko negativnih, priznam. Ampak, lejte, nikoli ne bom nehala upati in nikoli ne bom nehala verjeti, da če se hoče, se tudi zmore in da volja vselej najde pot. Hvala lepa. Hvala.